Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, ta posnetek je nastal ob prazniku Madžarskega dneva znanosti, katerega slogan je letos Znanost, ki oblikuje prihodnost. Ker so predvsem mlajše generacije tiste, ki oblikujejo prihodnost, vam želimo ob tem prazniku predstaviti Rubikovo kocko, ki velja za enega največjih madžarskih izumov. Rubik je magično kocko, ki naj bi služila kot izobraževalni pripomoček bodočih inženirjev in arhitektov in ne kot igrača, izumil v 70. letih. Kocka se je z neverjetno hitrostjo razširila po vsem svetu in svojo priljubljenost ohranja še danes. Rubikova kocka pomaga pri razvoju logičnega razmišljanja in vpliva na kognitivni razvoj. Naše sposobnosti razmišljanja in logike pa vplivajo na naše vsakodnevne odločitve, na odločitve, ki oblikujejo našo prihodnost. Prihodnost pa lahko oblikujemo predvsem z vplivanjem na mlajše generacije, tako kot je to storil Erno Rubik. Zahvaljujoč njemu se mnogo generacij ukvarja, lahko bi tudi rekli, da zabava z iskanjem primernega algoritma za reševanje kocke. Kocka je dosegla mednarodni uspeh in ne glede na državo, starost ali na spol, krepi odnos družbe do znanosti. Cilj Madžarskega kulturnega inštituta v Ljubljani je, da bi ta uganka dosegla čim večje število ljudi, tako mlade kot tudi starejše, zato že od leta 2016 skupaj z Rubik klubom prirejamo mednarodna prvenstva v reševanju Rubikove kocke Ljubljana Open. Letošnje tekmovanje odpade, a si želimo ob Madžarskem dnevu znanosti posvetiti pozornost tej izjemni iznajdbi, katere zgodovino in trike nam bosta predstavila Nik Škrlec, navdušenec nad Rubikovo kocko ter rekorder v sestavljanju Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom, in Matic Omulec, član slovenskega Rubik kluba. Tako v Sloveniji kot tudi na Madžarskem ima Rubikovo kocko doma približno 70% gospodinjstev, vendar je število tistih, ki jo vedo sestaviti, veliko nižje. Nik in Matic nam bosta pokazala, kakšni so prvi koraki pri sestavljanju Rubikove kocke, ter ko že enkrat obvladamo sestavljanje, s kakšnimi triki lahko kocko rešimo še hitreje. Obstajata dva tipa ljudi. Eni, ki znajo rešiti Rubikovo kocko, in drugi, ki se lahko tega kadarkoli naučijo. In to je to. Rubikova kocka je igrača. No, miselna uganka, da ne bo pomote. Lahko jo sestavljaš za zabavo, za izziv, lahko pa postane obsesija. Ampak najlepše pri tem je, da jo lahko sestavi malo da ne vsak. Njen izumitelj, Erno Rubik, jo je odkril, ko se je ukvarjal s problemom mehanizma, ki ima lahko premikajoče se dele, ohranja pa svojo strukturo. Ko jo je premešal in jo poskušal potem nazaj sestaviti, je ugotovil, da je v bistvu odkril uganko. Ne boste verjeli, tudi on je na začetku mislil, da je nerešljiva. Če Rubikovo kocko premešamo, lahko dobimo 43 kvintiljonov različnih kombinacij razmešane kocke. To je ogromno. Ampak, a veste, koliko je stara najmlajša oseba, ki je kadarkoli uspešno sestavila Rubikovo kocko? 3 leta! To ni nič! Zdaj boste rekli, ja, ampak jaz nimam časa, da bi se zdaj lotil učenja Rubikove kocke. A veste, koliko je stara najstarejša oseba, ki še vedno tekmuje v hitrostnem sestavljanju Rubikovih kock? 82 let! Na spletu je ogromno vodičev. Morate samo poiskati tistega, ki vam ustreza, in potem sprejeti izziv. In to je to. Če vas ta video še ni prepričal, da se lotite sestavljanja Rubikove kocke, potem vas bo naslednji. Se vidimo! Pred menoj je en kup kock, od najmanjših do največjih in različnih oblik. Ljudje so se začeli zbirati v skupine, da bi si skupaj delili ta svoj interes sestavljanja Rubikove kocke, ampak ker jim to ni bilo dovolj, so začeli med seboj tudi tekmovati, kdo bo sestavil kocko hitreje. Tako so se začela razvijati tekmovanja.
Tekmovanje danes poteka v Sloveniji kot tudi širom celega sveta. Tekmovanje izgleda tako, da imamo na voljo 5 poskusov. Najboljši in najslabši čas se črtata, nato se izračune povprečje ostalih 3. Tekmuje se v 17 različnih disciplinah, od najmanjše kocke do največje kocke ter drugih oblik in tudi drugih načinov sestavljanja same kocke. Tako je najmanjša velika zgolj 2x2 kocka, nato je 3x3 kocka, katera je klasična Rubikova kocka in vse tako naprej do 7x7 kocke. Nato pa še ostale oblike, kot je na primer Megaminx, Square One, kateri spreminja oblike, tako imenovani Cube, piramida oziroma Pyraminx, ter Clock, kateri je tudi izum samega Erne Rubika, vendar nima barv. V teh vseh disciplinah se tekmuje tudi na svetovnih in evropskih prvenstvih. Vsako sodo leto se izvedejo evropska prvenstva, vsako liho leto se izvedejo svetovna prvenstva. Nazadnje je bilo svetovno prvenstvo leta 2019 v Avstraliji, letos 2020 pa bi moralo biti na Nizozemskem, vendar zaradi same situacije to ni bilo izvedljivo. Vsa ta tekmovanja potekajo pod vodstvom WCA, kar pomeni World Cube Association. V Sloveniji pa imamo tudi Rubik's Klub Slovenija, kateri skrbi za organizacijo tekem na slovenskih tleh in tako smo tudi že na Madžarskem inštitutu v Sloveniji imeli od leta 2016 vsako leto novembra tukaj tekmovanje. To je bilo na kratko o tekmovanjih in disciplinah, katere se uporabljajo dan danes. Živjo, danes imam za vas eno slabo novico. Na internetu ni nobenega vodiča, ki bi vas lahko naučil sestaviti Rubikovo kocko. To lahko naredite samo vi. Ja, seveda morate izbrati in poiskati vodič, ki vam ustreza in verjemite mi, na spletu jih je malo morje, kvalitetnih, v vseh jezikih tega sveta, ampak potem pa se jih morate lotiti. Če se odločite in zagrizete v vodiče, potem boste pa slej kot prej Rubikove sestavljali, kot da so Lego kocke. Za hec. Za boljše razumevanje vam bom danes predstavil osnovno logiko sestavljanja Rubikove kocke, da vidite, v kaj se spuščate. To ni vodič, to je samo vaš prvi stik s sestavljanjem kocke. Poglejmo najprej, kako je sestavljena. Vsaka Rubikova kocka ima 3 različne tipe koščkov. Prvi tip, ki ga bomo spoznali, je središčni. To so centri. Centri imajo samo eno barvo. In centri Rubikove kocke se ne premikajo, ostajajo na miru. Okrog njih se premika celotna Rubikova kocka, ostala 2 tipa koščkov. Ker so ti centri na miru, je vedno bel center nasproti rumenega, zelen nasproti modrega in oranžen nasproti rdečega. Drugi tip koščka, ki ga bomo spoznali, so robovi. Robovi imajo vedno 2 barvi in so postavljeni med centrom in med 2 kotoma. Kot je še tretji tip koščka, ki ga bomo spoznali in ima 3 barve. Robovi, kot ste videli prej, imajo 2 barvi. Ko to razumete in ko se spoprijateljite s premikanjem teh koščkov, potem se lahko začnete igrati z mislijo sestavljanja Rubikove kocke. Zdaj, obstaja več metod sestavljanja kocke. Danes vam bom pokazal eno, ki je najbolj pogosta za učenje začetnikov. Najprej je kocko treba razmešati. Če kocke ne premešate, jo je zelo težko sestaviti, ker je že sestavljena. Recimo, da je to premešana kocka. Za začetek si izberemo en center in okrog njega bomo pravilno razporedili 4 robove. To bo naš križ in hkrati prvi korak. Tako, bel križ je sestavljen. Sledi sestavljanje prvega sloja. Prvi sloj je sestavljen. Zdaj sledi drugi sloj, logično. Pravilno bomo postavili robove druge vrstice. Poglejmo, kje se skrivajo.
in druga vrstica je pravilno sestavljena. Zdaj nas čaka samo še tretja. Tretji sloj sestavljamo s pomočjo algoritmov. In to je sestavljena Rubikova kocka. Zdaj, malo sem hitel, malo sem brzel, to ni vodič, to je samo vaš prvi stik. Zdaj morate najti vodič, ki vam ustreza in se lotiti. Dejte, naredite to zdaj. Še preden zaprete ta video, poiščite en vodič, ki vam ustreza. Napišite v Google, v YouTube, kako sestaviti Rubikovo kocko. How to solve a Rubik's Cube. Rubikova kocka. In naučite se jo sestaviti. Srečno! Pri reševanju je zelo pomembno, da kocko čim manj obračamo. To pomeni seveda celotno kocko, ne kot same poteze. Zato se izogibamo določenim manevrom, kot je obračanje po Y osi ali kakršnokoli drugačno obračanje. Zelo pomembni so tako imenovani finger triki. Kako bi to povedal? Uporabljamo čim več prstov namesto celih dlani. Če smo včasih obračali kocko takole ali takole, lahko to zamenjamo s tem in s tem, tako da uporabimo prste namesto samih gibov celotnega zapestja. Pri samem hitrostnem reševanju je zelo pomembna tudi metoda. Najbolj znana, najbolj uporabljena v širnem svetu je metoda CFOP oziroma Friedrich metoda. Obstajajo pa še tudi druge metode kot Staro in še kakšna druga, katerih tudi sam ne poznam. Tukaj je zelo pomembno, da izberemo tisto metodo, katera je najbolj primerna za vas. Najbolj pomemben podatek, ki se mi zdi, da pri vsem tem, kaj sem zdaj povedal, da vadimo. Vaja dela mojstra, to smo že slišali kot majhni otroci. Tako da, ko se nekaj naučimo, moramo to vaditi in znova spet vaditi. In na koncu, ko boste vse to osvojili in šli na tekmovanje, je tam zelo pomembno, da pri sami pripravi na svoje reševanje izkoristimo čim več časa v predogledu. Na tekmovanju imamo 15 sekund predogleda. To pomeni, da lahko 15 sekund gledamo kocko in si pripravljamo poteze vnaprej. Zelo dobro je, da si nagledamo vsaj križ. In tudi to je del procesa, katerega lahko vadimo. Če boste vse te nasvete upoštevali in ogromno vadili, boste morda kdaj lahko tudi dosegli čase 10 sekund ali sestavili kocko tako, kot je bom jaz sedaj. In kocka je sestavljena.